Pozdravljeni v minutah za kulturo. Sklepno dejanje letošnjega pesniškega natečaja Veronikina nagrada je tudi tokrat potekalo na Starem gradu v Celju. Natečaj o podpori in sofinanciranju mestne občine Celje organizira Hiša kulture. Vesela sem, da je letos Veronikina nagrada na gradu. To se mi zdi, da da eno posebno vzdušje in neko drugo težo pa lepoto temu dogodku. Sicer pa moram povedati, da Veronikina nagrada ne želi biti vedno znova drugačna, ampak se mi zdi, da ravno vztraja v tej svoji vsakoletnem dogodku. No. Morda velja omeniti Veronikin teden poezije, kjer smo lahko pobliže spoznali v tem tednu pred dogodkom, smo lahko pobliže spoznali nominirane pesniške zbirke, pa zlatnika, letošnjega prejemnika zlatnika poezije in pretekle Veronikine nominirance in ustvarjalce Male Veronike. No. Letos je med 5 nominiranimi zbirkami, ki so izšle v obdobju med lanskim junijem in letošnjim majem, strokovno komisijo, v kateri so bile Veronikina nagrajenka in prevajalka Kristina Kočan, literarna zgodovinarka in teoretičarka Alojzija Zupan Sosič ter pisateljica, prevajalka in publicistka Pija Prezelj, najbolj prepričala pesniška zbirka Tuskulum Denisa Škofiča. Delo smo imeli res zelo težko, ne samo, da smo morali prebrati veliko pesniških zbirk, mislim, da okoli 225 se je vrtela ta številka in res mi smo taka stroga komisija, da prebere vsaka vse in potem se srečujemo in o tem debatiramo. Tako da je bilo težko že priti do nekega ožjega izbora, kaj šele pa potem tudi do zmagovalne pesniške zbirke. Pri zmagovalni pesniški zbirki pa je seveda najbolj odločalo to, da gre res za eno svojstveno govorico, nek unikum v slovenskem prostoru, ki pa je tako neka individualna izkušnja lirskega subjekta oziroma govorca, kot tudi univerzalna izkušnja in to je nekaj, kar je seveda res krasna bralska izkušnja. Pesnik, pisatelj in literarni kritik Denis Škofič, ki se je rodil leta 1985, je doslej izdal 3 pesniške zbirke. Za prvi 2 je bil med nominiranci za Jenkovo nagrado, najnovejša zbirka Tuskulum pa mu je ob tokratni Veronikini nagradi prinesla že Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo preteklega leta. Veliko mi pomeni predvsem zaradi tega, kaj Veronika nagrada pomeni. Pomeni eno vrsto, torej že kanonizirane pisce, torej se uvrstiš med vrsto piscev, ki so že pristali med kanonizirane avtorje in nekako potem uveljavili svojo poetiko. Po drugi strani pa, kot sem tudi sam povedal v govoru, je to me veliko pomeni, ker se trudijo tudi upeljati dijake, ki jih spodbujajo s pisanjem in to podelijo Malo Veroniko, kar pomeni, da je to nek pesniški pomladek, ki čaka potem še na veliko Veroniko. Ideje dobivam iz rodnega Prekmurja, iz književnosti, iz zgodovine, iz tega, kaj sem prebral. Prišla pa v bistvu tako spontano, hotel sem pisati pesniško zbirko, ki govori o človeški civilizaciji, družbi, kako smo v bistvu izpostavili določene obrede, norme, ki so nam predstavljali neko vrsto zavetišča oziroma zavetje. Tudi letos so ob Veronikini nagradi podelili zlatnik poezije za življenjski pesniški opus in ustvarjalno žlahtnenje slovenskega jezika. Prejel ga je Boris Novak. Poglejte, kakšen čudovit prizor je tukaj, kakšen oder celjski grad v tej svetlobi. In tukaj se vsako leto v tem času zgodi praznik poezije, posvečen najboljšim pesniškim zbirkam, tako da gre za zelo pomemben obred poezije, ki veliko pripomore k ugledu tega našega čudnega, sicer ekonomsko, družbeno marginaliziranega poklica. In seveda tudi meni osebno veliko pomeni, da sem prejel priznanje za življenjsko delo, čeprav seveda to ne pomeni, da ne bom več pisal, ampak ravno obratno. Tako da bom seveda še naprej mučil željno občinstvo s svojimi debelimi knjigami. Ko sem potrkal, pa je naslov pesniške zbirke, ki je dijaku Timoteju Kristjanu Kovaču prinesla nagrado Mala Veronika za najboljšo dijaško pesem.
Nagrada mi pomeni neko potrditev, mogoče, da sem na pravi poti, da je še seveda nekaj prostora za napredek, ampak da mogoče odločitev za pisanje poezije ni napačna. Da vsako leto podelijo Veronikino nagrado in da poezija predstavlja pomemben del celjskega kulturnega utripa, je ponosen tudi celjski župan Matija Kovač. Zelo smo ponosni, da je med številnimi pridevniki oziroma dadimki, ki jih naše mesto ima, tudi to, da je to mesto poezije in to seveda po zaslugi Veronikine nagrade, ki je osrednja pesniška nagrada v naši državi z 28-letno tradicijo, na tak način utrjena kot platforma za izpostavljanje najkvalitetnejše pesniške ustvarjalnosti aktualnega časa. Zlatnikom poezije pa tudi izpostavljanje vseh tistih, ki so pesniškemu slovenskemu prostoru dali življenjsko delo. V mestu vsako leto pelje to svečano prireditev, hkrati pa tudi spremljevalne dogodke, ki nekako gradijo atmosfero okoli Veronikine nagrade. V letošnjem letu smo spremljali skozi celotno leto razstavo Veronikinih nagrajencev na Prešernovi ulici, v zadnjem tednu pa tudi Veronikin teden poezije v kavarni Zvezda. Letošnji slavnostni govornik ob podelitvi Veronikine nagrade je bil pisatelj in pesnik Dušan Šarotar, pevka in umetnica Bilbi, ki je pripravila letošnji večer poezije in glasbe, pa je premierno predstavila novo skladbo. Ta je nastala po pesmi Borisa Novaka in nosi naslov Žalost. Stiček čujem te.